Tako da lep pozdrav še z moje strani. Jaz vam bom, tako kot je bilo že rečeno, no, predstavila vse tri naše največje projekte. Pa začnimo kar na začetku, in sicer pri selitvi naše knjižnice leta 2011, smo se s 3 ločenih lokacij preselili v novo zgradbo. In po selitvi v nove prostore se je struktura obiskovalcev nekoliko spremenila, tako da je veliko družin, predvsem mladih družin in starih staršev z vnuki, začelo prihajati v knjižnico, da bi se tu družile in preživljale prosti čas. Tako smo začeli nadgrajevati že ustaljene dejavnosti in vpeljali nekaj novih, deloma usmerjenih tudi na družine. Predvsem pa smo družine želeli pritegniti k knjigi in branju, zato smo zasnovali projekt Družinsko branje. Kasneje smo se pridružili še projektu Erasmus plus Family Literacy Works in se podali na širše področje družinske pismenosti, po zaključku pa začeli razvijati svoje programe družinske pismenosti. Ampak najprej se ustavimo pri našem projektu Družinsko branje, ki vam ga bo predstavil kolega Jure Bohinec v posnetku. Družinsko branje v Mestni knjižnici Kranj. Družinsko branje je branje otrokom v družinskem okolju oziroma skupno branje v krogu družine. Razumemo ga lahko na 2 načina. Kot medsebojno podporo družinskih članov pri razvijanju bralnih veščin in opismenjevanju ali kot prenašanje ljubezni do branja in pripovedovanja med družinskimi člani. Vključuje glasno branje kot obred, otroke kot aktivne udeležence in podobno. In seveda spada na širše področje družinske pismenosti. Po svetu in tudi pri nas poteka veliko projektov in programov, ki so pretežno usmerjeni na predšolske otroke in želijo pomagati staršem pri izboljšanju kakovosti branja in spodbujati porajajočo se pismenost. Strokovnjaki pa jih delijo na take, ki so namenjeni razvijanju jezikovnih zmožnosti in pomagajo pri premagovanju strahu pred bralnim neuspehom, in take, ki razvijajo bralno razumevanje, bralne strategije in jezikovne zmožnosti. Naš projekt najbrž spada v drugo skupino. V njem pa skušamo združevati tudi oba razumevanja družinskega branja. Pa si najprej na kratko poglejmo, kako projekt poteka. Posamezna sezona poteka od 1. oktobra do 15. septembra. Za vsako sezono pripravimo izbor kakovostnega gradiva, tako leposlovnega kot poučnega, in knjige opremimo z nalepko. Za vsako knjigo pripravimo tudi vprašanje. Odgovore na vprašanja in ocene prebranih knjig družine vpisujejo v družinske bralne knjižice. Poleg tega družinska bralna knjižica vsebuje še navodila in pogoje za sodelovanje ter strokovni članek o pomenu branja dr. Livije Knaflič. Za prebrane knjige družine prejmejo nagrado 10 prebranih knjig v starostni skupini do 8 let in 3, če so otroci stari od 9 do 12 let. Vsako leto pa sodelujoče povabimo tudi na zaključno prireditev.
Projekt je namenjen družinam z otroki starimi do 12 let. Zakaj do 12. leta? Ker je zelo pomembno, da starši ne prenehajo z družinskim branjem, ko otrok že samostojno bere. Zato spodbujamo zamenjavo vlog, izmenjavanje branja in pogovor o prebranem. Cilji projekta so: razvoj bralne kulture v družini, ozaveščanje o pomenu branja za razvoj otrok, izobraževanje in vzgajanje družinskih članov s pomočjo kakovostnega gradiva, obiskovanje knjižnice in knjižnična vzgoja, ter nenazadnje tudi izbor kakovostnega in raznovrstnega gradiva, s katerim krepimo tudi vizualno pismenost poleg branja. Z drugo sezono se je projektu pridružila tudi knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, s tretjo pa še knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič. S projektom bomo letos jeseni vstopili že v 10. sezono in lahko rečemo, da je uspešen. V 8 sezonah, 9. se je ravnokar zaključila, je sodelovalo malo manj kot 2000 družin, oziroma malo več kot 7500 družinskih članov, ki so skupaj prebrali skoraj 74 000 knjig. V 5. sezoni se je začel trend upadanja sodelujočih družin in hkrati naraščanja števila prebranih knjig. Oboje pa je kar občutno upadlo med epidemijo. Že 3. sezono družinam omogočamo sodelovanje tudi na spletu, kar nam je med epidemijo pomagalo ohraniti stik med družinami, branjem in knjižnico. Zanimivo pa je, da sodelovanje na spletu po epidemiji ni upadlo, ampak še narašča. Tako, kot ste videli v posnetku, se pravi, glede na vse predstavljeno in tudi glede na odzive sodelujočih, lahko ugotovimo, da je projekt Družinsko branje zelo uspešen. Tako da bomo s projektom nadaljevali in ga razvijali ter razširjali v regiji tudi v prihodnosti. No, med leti 2016 in 2019 smo sodelovali v projektu Family Literacy Works, ki vam ga bo predstavila kolegica Maja Lesar, oziroma ker je žal ni tu, vam ga bom jaz predstavila, tako da mi boste oprostili kakšno napako. Kot je bilo že povedano, že v uvodnih besedah, je bil Family Literacy Works mednarodni projekt znotraj Erasmus+ sklada in h kateremu se je naša knjižnica vključila jeseni 2016. Projekt je bil namenjen izobraževanju odraslih, točneje usposabljanju moderatorjev oziroma facilitatorjev za delo z družinami. V projektu je sodelovalo 5 držav, torej Romunija, Bolgarija, Severna Makedonija, Portugalska in Slovenija, oziroma 6 partnerskih organizacij, od tega 3 splošne izobraževalne inštitucije za odrasle, 2 splošni knjižnici in 1 šolski zavod. Naša delovna skupina je bila v sledi za čim bolj kvalitetno delo, dovolj široka in raznolika. Poleg 5 sodelavk iz Mestne knjižnice Kranj so bile v projekt vključene tudi 3 kolegice iz Mestne knjižnice Ljubljana ter 2 zunanji sodelavki. V obdobju po letu 2010 je bilo moč zaslediti veliko strokovnih in znanstvenih, pa tudi poljudnih člankov in prispevkov o izredno slabem stanju pismenosti prebivalstva, tako v širšem mednarodnem prostoru, kot tudi doma v Sloveniji. Mednarodna raziskava pismenosti odraslih IALS od 1997 do 2000 in raziskava spretnosti odraslih PIAC od 2013 do 2015 sta pokazali, da odrasli v Sloveniji v aktivni dobi med 16 in 65 letom dosegajo nižje rezultate v primerjavi z ostalimi članicami OECD. Iz tega razloga so se začele pojavljati različne oblike spodbujanja pismenosti v najširšem pomenu.
Sistematično in bolj zavzeto so se začeli pojavljati različni projekti spodbujanja bralne pismenosti, kot tudi drugih vrst pismenosti. In kot smo že omenili, je naša knjižnica v tem času začela s projektom Družinske branje. In ker smo že imeli izkušnje delati z družinami oziroma motivirati družine za branje, smo bili idealni partner za projekt. Vendar pa se je tukaj šele začela naša dolga pot raziskovanja, učenja ter usposabljanja o področju družinske pismenosti. Zdaj, sam projekt je potekal v 3 fazah. In sicer prva faza, identifikacija dobrih praks družinske pismenosti in analiza programov družinske pismenosti. Druga faza, definiranje ključnih kompetenc moderatorja družinske pismenosti. In tretja faza, razvoj in izvedba pilotnega programa usposabljanja za moderatorje. V prispevku se bomo osredotočili na 2 poglavitna področja oziroma nalogi, ki smo jo izpeljali v Mestni knjižnici Kranj, in sicer definiciji ključnih kompetenc ter izdelava profila moderatorja družinske pismenosti ter pilotni izvedbi usposabljanja moderatorjev za delo z družinami. Potem, ko smo spomladi 2017 z anketo raziskovali analizo stanja in popisovali programe, ki so vključevali delo z družinami, predvsem v splošnih knjižnicah, smo se lotili področja kompetenc moderatorja družinske pismenosti. Izhajali smo iz prve faze projekta, torej iz analize programov, kot pa tudi primerjalne analize programov v državah partnericah v projektu. Oblikovanja profila s kompetenčnim pristopom, pri čemer kompetence razumemo kot sklop znanj, veščin, osebnostnih lastnosti in ravnanja, torej attitude, posameznika, smo se lotili v 3 korakih. Najprej smo v teoretičnem delu opredelili temeljne pojme in koncepte in raziskali ter analizirali prakse usposabljanj moderatorjev družinske pismenosti po svetu ter dostopna prosta delovna mesta. Izhajajoč iz teoretičnih definicij in ugotovitev analize smo nato opredelili pojem moderator družinske pismenosti. To je oseba oziroma profesionalni delavec, ki vodi, pomaga družinam na področju pismenosti in izobraževanja, učenja k skupnemu cilju. To pa lahko doseže v različnih vlogah in na 2 ravneh delovanja. Bodisi kot razvijalec in načrtovalec programov družinske pismenosti, bodisi samo kot izvajalec teh programov. V tem prvem koraku smo tudi že izoblikovali, kaj so ključne oziroma generične splošne poklicne kompetence moderatorja. Torej, ključne kompetence moderatorja družinske pismenosti so tiste kompetence, ki jih moderatorji potrebujejo ne glede na prostor in čas, v katerem izvajajo programe družinske pismenosti. Specifične pa so tiste kompetence, ki so vezane na posamezne programe družinske pismenosti, ter s tem tudi odražajo potrebe okolja, kjer se ti programi izvajajo. Zdaj, v drugem koraku, v empiričnem delu, pa smo izvedli 2 delavnici. Prvo s partnerji v projektu in drugo v razširjeni delovni skupini s kolegicami iz Mestne knjižnice Ljubljana. S temi delavnicami smo pravzaprav želeli pridobiti nabor osebnostnih lastnosti, ravnanj, znanj in veščin, ki naj bi jih moderator družinske pismenosti imel. In potem v tretjem koraku oblikovali poklicni profil moderatorja. Torej, najprej smo iz teoretično-raziskovalnih izhodišč in rezultatov delavnic izpeljali znanja in veščine, ki jih moderator potrebuje. To vključuje poznavanje koncepta pismenosti, poznavanje razvoja pismenosti in pismenosti odraslih, osnovno poznavanje koncepta družine, osnovna andragoška pedagoška znanja, poznavanje koncepta in modelov družinske pismenosti, potem moderatorske veščine, organizacijske in komunikacijske veščine, poznavanje potreb lokalne in širše skupnosti. In iz tega izpeljali, kaj delo moderatorja družinske pismenosti zajema oziroma kakšne so njegove naloge. Te vidite na slajdu. Iz nalog pa smo potem tudi definirali poslanstvo moderatorja družinske pismenosti, se pravi,
To je dvig pismenosti, spodbujanje branja in bralne kulture, spodbujanje medgeneracijskega učenja, motiviranje in prispevanje k napredku lokalne skupnosti. Iz opredelitve področja dela, nabora vseh osebnostnih lastnosti, veščin, znanj in ravnanj, torej vseh dimenzij kompetence, smo tako identificirali 6 kompetenčnih področij in jih oblikovali v model, iz katerega smo izpeljali ključne kompetence. In sicer prvo področje, strokovno področje, obsega vse področje družinske pismenosti v smislu teoretičnega in praktičnega znanja, strokovni razvoj in vseživljenjsko učenje. Torej, moderator družinske pismenosti se zaveda pomena družinske pismenosti in jo spodbuja na vseh nivojih, aktivno spremlja dogajanje in razvoj stroke. Na podlagi ocene potreb ciljnih skupin zna različne modele programov družinske pismenosti prenesti v lokalno okolje. Rad dela z otroki in starši ter pozna ustrezne načine dela oziroma komunikacije z njimi. S svojim delom tako dviguje raven pismenosti v družinah in širše. Drugo področje, pedagoško-andragoško, vključuje osnovne elemente učenja in poučevanja otrok in odraslih. Torej, moderator zna načrtovati in izvesti učno uro oziroma program ter pri tem spremljati in ocenjevati napredek sodelujočih. Prepoznava njihove potrebe in jih pri učenju podpira in spodbuja. Pri udeležencih spodbuja tudi neformalno in vseživljenjsko učenje. Naslednje področje, moderatorstvo, vključuje vodenje in delo v skupinah na način aktivnega sodelovanja vseh udeležencev. Prav moderator vodi skupine k skupnemu cilju in spodbuja posameznike k odgovornosti za njihovo lastno napredovanje. Pri vodenju skupin vključuje vse posameznike in jih povezuje, sam pa pri tem ostaja nevtralen. Načrtuje skupinsko dinamiko, ustvarja okolje zaupanja in sodelovanja ter motivira. Naslednje, četrto področje so medosebni odnosi in socialno področje. Pri tem področju gre pravzaprav za pregled učinkovitega ravnanja v socialnih situacijah in medosebnih odnosih ter veščin reševanja konfliktov. Tako da je moderator vešč medosebnih odnosov v večkulturnem in medgeneracijskem okolju. Za delo z družinami je visoko motiviran, pozitivno naravnan ter sposoben premagovanja stresnih situacij. Zaradi raznolikosti situacij in dela mora biti kot oseba močno čustveno stabilen. Naslednje področje vključuje menedžment oziroma organizacijsko, pravzaprav vse organizacijo dela, načrtovanje in timsko delo. Tako da je moderator družinske pismenosti dober organizator, ki načrtuje svoje delo in čas, zna oblikovati in voditi skupino, pri čemer se o določanju ciljev dela samostojno odloča. Pri iskanju in uporabi virov je avtonomen ter sposoben uporabe ustreznih strategij vodenja in odločanja. Pri tem pa ne gre zanemariti osebnostnih lastnosti, se pravi zadnjega področja, ki so za delo moderatorja družinske pismenosti zelo pomembne. Osebnostne lastnosti se po področjih prepletajo, razvrstili pa smo jih tudi glede na rezultate ankete in po pomembnosti za posamezna področja. In še en velik kamenček v mozaiku projekta bi vam radi predstavili, in sicer izvedbo pilotnega usposabljanja oziroma izobraževanja za moderatorja družinske pismenosti. Ko smo oblikovali vabilo za seminar, smo zapisali: medgeneracijski odnos med otrokom in starim staršem je zelo pomemben, saj se učenje in prenašanje izkušenj ne odvija samo v smeri od starejšega k mlajšemu, ampak je ta proces obojestranski, vzajemen. Zato se izboljša pismenost oseb obeh vpletenih in to je družinska pismenost. V slovenskih splošnih knjižnicah je vsako leto več različnih programov namenjenih družinam. Knjižničarji smo moderatorji, ki povezujejo otroke in njihove starše, skrbnike z različnimi kakovostnimi gradivi, dejavnostmi ter hkrati učimo in usmerjamo k dvigovanju splošne pismenosti družbe kot celote.
Tako je na podlagi profila nastal 30-urni program in znotraj tega programa 5 modulov, ki so bili prilagojeni za delo moderatorja v knjižnici. Vsebine posameznih modulov so vezane na kompetenčna področja. Program je zaradi tega bolj fleksibilen in se ga lahko prilagodi različnim ciljnim skupinam. Naš namen je bil predvsem razširiti znanja in veščine med knjižničarje, ki delajo na tovrstnih programih in vključujejo tako otroke kot njihove starše, stare starše ali skrbnike. Udeleženci so v tridnevnem izobraževanju aktivno sodelovali na delavnicah, pripravili pa smo jim tudi domače naloge, kjer smo preverjali usvojena znanja ter se samoevalvirali. Za zaključek je vsak udeleženec izdelal svoj načrt dela z družinami. Neformalno izobraževanje je bilo zaključeno s samostojno izvedbo vsaj ene delavnice. Tole sta dva utrinka iz izobraževanja. No, po končanem usposabljanju pa smo začeli pripravljati izvedbo delavnic in promocijo programa v svojih knjižnicah. Prve pilotne izvedbe delavnic so se organizirale že v aprilu in maju 2018, ostale pa smo delavnice organizirali v jeseni med septembrom in decembrom. Delavnice družinske pismenosti je izvajalo 18 moderatorjev, vsi skupaj pa smo do konca leta izvedli 44 delavnic na 19 različnih lokacijah. Nekatere delavnice so potekale vedno na istem kraju, druge pa so bile organizirane tudi izven naših institucij, na primer v muzeju, botaničnem vrtu, na kmetiji, na otroškem igrišču in podobno. Pa si poglejmo nekaj utrinkov iz delavnic. Tako da smo v bistvu z delavnicami družinske pismenosti dosegli več kot 100 družin. Moderatorji so z udeleženci obravnavali najrazličnejše teme, kot vidite iz slik, in področja od lokalne kulturne dediščine, letnih časov, knjige, od branja in pripovedovanja, zdravega življenja, starih običajev, narečij, folklore in tako naprej. In čisto za konec, 2 leti in pol dela in sodelovanja v projektu je obrodil nemalo sadov, na kar smo v naši knjižnici ponosni. V času trajanja projekta smo se veliko novega naučili, stkali pristne prijateljske vezi, tako v mednarodnem okolju kot med kolegi doma v Sloveniji. Znanje in izkušnje pa s pridom uporabljamo pri nadaljnjem razvijanju programov in izvajanju delavnic ter delu z družinami. Tako da hvala za pozornost in zaključujem predstavitev kolegice Maje Lesar. Naj pa še omenim, če koga zanimajo podrobnosti o projektu, so vsi projektni dokumenti še dostopni na naši spletni strani in si jih lahko pogledate. No, po zaključku projekta smo konec leta 2019 začeli razvijati svoje programe družinske pismenosti. Vežemo jih na različne vrste pismenosti in jih združujemo v tematske sklope, zasnovani pa so dvogeneracijsko. Pri načrtovanju pa upoštevamo lokalno okolje in ciljno skupino. Programe smo poimenovali Modra popotnica, namreč popotnica kot tisto znanje, modrost, pismenost, ki jih starši prenašajo na svoje otroke. Osnovni cilj programov je dvig ravni pismenosti vseh družinskih članov. Več o Modri popotnici pa vam bo povedal kolega Jure Bohinec, ravno tako v posnetku. Z Modro popotnico smo v Mestni knjižnici Kranj poimenovali delavnice za družine z mlajšimi otroki vse do 10. leta, ki jih v okviru družinske pismenosti izvajamo že 2. sezono. Določenih modrosti, ki jih prenesemo iz svojih družin že od prvih let, ne more zagotoviti in nadomestiti nobena druga vzgojno-izobraževalna ustanova.
Zato so na delavnice vabljeni otroci, starši, stari starši, lahko pa tudi kdo drug iz širše družine. Prenašanje znanja, veščin in ostalih modrosti gre od starejših na mlajše in kdaj tudi obratno. Seveda je tudi nam štrene pomešal COVID-19 in z delavnicami nismo nadaljevali takoj po zaključku evropskega projekta Family Literacy Works, ampak šele v letu 2022. V tem času smo družine v knjižnico vabili in zaposlovali z obstoječimi in preverjenimi dejavnostmi, ki vsaka vsebuje po sebi nekaj družinske pismenosti, če to počne družina skupaj. Te so kviz modrega psa, mesečna uganka, ustvarjalne delavnice, igralne, družabne in Lego urice, pravljične sredice in dve paradni dejavnosti, družinsko branje ter portal Modri pes, ki večino otroških dejavnosti omogoča na daljavo. V okviru projekta Family Literacy Works smo v Mestni knjižnici Kranj v letih 2018-19 izvedli pilotno usposabljanje za moderatorje družinske pismenosti. Usposabljanja so se udeležili knjižničarji, šolski in splošni, pedagogi, Ljudska univerza in Center za socialno delo. Praktični del pri usposabljanju za moderatorja družinske pismenosti je vključeval tudi pripravo programa in izvedbo delavnic družinske pismenosti z družinami. Na osnovi teh delavnic smo zasnovali tudi modro popotnico. Spomladi 2022 so stekle aktivnosti za pripravo cikla delavnic za družine, ki bi jih izvedli jeseni v knjižnici Globus v Kranju in v 3 krajevnih knjižnicah Cerklje na Gorenjskem, Naklo in Šenčur. Oblikovali smo delovno skupino, v kateri smo bili mladinski in krajevni knjižničarji, sodelavki za prireditve in marketing. Določili smo moderatorje delavnic, družinske pismenosti, kdo bo skrbel za promocijo in kdo bo pokrival teoretični del. Projektu družinske pismenosti in delavnicam smo poiskali naslov Modra popotnica, ker je izraz družinska pismenost običajno dokaj nerazumljiv, preveč uraden, mogoče koga celo odvrne od sodelovanja. Modra popotnica, pri tem poimenovanju smo izhajali iz predpostavke, da so starši prvi učitelji včasih celo za vse življenje. Znanje, modrost, pismenost, stari starši prenašajo na svoje otroke in vnuke, nekaj pa se tudi starejši naučijo od mlajših. Gre za medgeneracijsko učenje. Za nov projekt smo želeli tudi nov logo, celostno podobo in se oprnili na našo stalno grafično oblikovalko in akademsko slikarko Špelo Trobec. Pred vsebinsko zasnovo smo najprej določili cilje in jim skušali slediti. To je dvig ravni pismenosti vseh družinskih članov, spodbujanje medgeneracijskega učenja, razvijanje bralne kulture, razvoj in povezovanje lokalne skupnosti. Seveda pa je bil splošni cilj udeležencem predstaviti in ponuditi knjižnico s svojo vsebino kot prostor, kjer vedno dobijo idejo, rešitev in pomoč. Pri snovanju programa smo bili pozorni na to, da smo vključili različne vrste pismenosti in tako oblikovali tematske sklope. Ker je trenutno v ospredju ekološka tematika, smo pridružili še gibanje, spoznavanje lokalne skupnosti, prehrano, zdravje in nastalo je, zeleno je modro, programi namenjeni zelenim ekovsebinam, športno je modro, programi namenjeni razvijanju gibalne pismenosti, lokalno je modro, programi namenjeni spoznavanju domačega kraja, domoznanstvo, zdravo je modro, programi namenjeni zdravemu načinu življenja in zdravi prehrani. Vsebino in program smo zasnovali glede na ciljno skupino in glede na starost otrok. V krajevni knjižnici Naklo smo tik pred epidemijo COVID-19 zasnovali pilotni program in delavnice zasnovali malo drugače, saj smo se povezali z osnovno šolo Naklo in dobili posebno ciljno skupino,
družine, ki so jih izbrali strokovni delavci šole, kjer imajo otroci učne težave zaradi neustreznih socialnih, ekonomskih, jezikovnih in kulturnih težav. Na podlagi rezultatov teh delavnic bi potem zasnovali vzporedni program družinske pismenosti. Izvedena je bila samo ena delavnica, ki je bila dobro obiskana in sprejeta tako strani otrok kot tudi staršev. Izvedli smo jo v knjižnici, kjer je večina udeležencev še nikoli ni bila. Sedaj pa so postali redni uporabniki. To bi želeli razširiti tudi na druge vzgojno-izobraževalne ustanove v lokalni skupnosti in po vseh občinah, kjer Mestna knjižnica Kranj izvaja knjižnično dejavnost. Knjižnica je sicer idealen prostor za izvajanje delavnic družinske pismenosti, še posebej za uvodna srečanja, načrtovanje dejavnosti, ki jih potem izvajamo zunaj knjižnice, v povezavi z drugimi ustanovami in strokovnjaki. V knjižnici Globus v Kranju imamo kar nekaj primernih prostorov in tehnične opreme za izvedbo delavnic. Otroški oddelek s kotički, pravljična in ustvarjalna soba, računalniška učilnica. Knjižnica je prostor za branje, druženje, ustvarjanje in kvalitetno preživljanje prostega časa. Posebej prijazen je mladim družinam, medtem ko se najmlajši igrajo, berejo in ustvarjajo, lahko starši opravijo svoje. Na voljo so vse vrste gradiva, poučno, leposlovno, revije, knjižno, neknjižno. Za iskanje informacij so računalniki, tablice, za svoje naprave zmogljiva brezžična povezava, TV, različni predvajalniki. Ves material, ki ga bomo uporabljali na delavnicah, je brezplačen. Knjižničarji smo moderatorji družinske pismenosti in organiziramo vse potrebno za delavnice. Sledi priprava programa. Če pravilno in dobro načrtuješ, je kasneje prihranjeno kar nekaj dela in težav. Predvsem je pomembno določiti časovni okvir. Mi smo se za začetek odločili za 4 srečanja po 2 šolski uri. Določiti dneve. Primerne so se nam zdele srede po pravljični urici, ker se pravljica hitro konča in imajo družine še čas ostati v knjižnici. Tako jim prihranimo dodaten dan za obisk knjižnice. Prostor. Kje v knjižnici se bodo odvijale posamezne delavnice, ki so po zasnovi različne, in seveda izbrati lokacije zunaj knjižnice glede na temo. Povezovanje z ustanovami izven knjižnice. V našem primeru je to Gorenjski muzej, s katerim knjižnica odlično sodeluje. Način oglaševanja in vabilo družin. Zelo običajno s plakati, v knjižnici, letaki, spletna stran Mestne knjižnice Kranj, Facebook, članek v prilogi Gorenjskega glasa, osebno pa smo mlade družine nagovorili tudi v knjižnici. Teme. Teme moramo izbrati zelo pozorno, ker samo iskanje informacij, ukvarjanje s knjigo je lahko nezanimivo, ker je mogoče primerno za odrasle, ni tudi primerno za otroke in obratno. Usmerjenost. Delavnica družinske pismenosti mora biti v enaki meri usmerjena na starše in otroke, celo bolj na starše, ti pa potem po naših usmeritvah znanje in veščine posredujejo otrokom. Zasnova delavnic. Delavnice morajo biti privlačne, zanimive, ne pretežke in morajo biti kot zabavno učenje. Vrsta tematik. Za glavno temo smo izbrali raziskovanje domačega kraja, izdelavo in branje zemljevidov, glede na praznični čas v decembru, pa še božični prazniki ter obisk muzeja. Kakšna znanja in veščine potrebuje moderator družinske pismenosti za izvajanje delavnic, je zelo pogosto vprašanje. Če ste na delovnem mestu mladinskega knjižničarja ali pedagoga, vzgojitelja in podobno, večino teh veščin že uporabljate. Osnove pedagogike, didaktike in andragogike pa nikoli ne škodi. Zelo pomemben je način komunikacije, ki se razlikuje glede na otroke in odrasle. Upoštevajte znane in preizkušene primere dobrih praks.
Vključite vse svoje talente, spretnosti in znanja, predvsem pa pozitivno naravnanost in delavnice bodo gladko tekle. Kar ne poznamo dobro, bodisi vsebine ali veščin, prepustimo strokovnjakom. To je tudi namen delavnic, da se znanja prenaša. V primeru, da se povezujejo ustanove, enako prepustite vodenje delavnice njim. V našem primeru je bil to kustosinja in knjižničarka v Gorenjskem muzeju. Vedno je za uvod pomembna priprava poučnega gradiva in vseh materialov, zagotovitev tehničnih sredstev, orodij in pripomočkov. Kot motivacija je poknjižničarsko primerna pravljica za celo družino. Lahko pa je tudi ogled filma, lutkovne predstave, glasbe. In še pomemben nasvet. Priprave in izvedbe se lotite v paru, ker vam bo lažje. Tudi tega se naučiš iz prejšnjih delavnic. Na kratko, kako poteka delavnica? Uvodnemu pozdravu sledi kratka predstavitev obeh moderatorjev in nekaj o namenu delavnice. Staršem in starim staršem poljudno predstavimo cilje, ki bi jih radi dosegli, medtem pa otroci poslušajo pravljico na izbrano temo, v kateri sledi pogovor. Sledi glavni del, ki ga začenjamo z iskanjem informacij v knjigah, na spletu, uporabimo znanje in izkušnje. Sledi načrtovanje po navodilih, načrtih in usmeritvah, ki so jih pripravila moderatorja. Delo poteka v paru, otrok, starš, spontano pa se lahko oblikuje skupine, ki si med seboj pomagajo. Praktično delo, če je bilo dobro načrtovano, tako poteka brez zapletov. Hitro nastane končni izdelek, karta starega mesta, origami božiček, novoletna voščilnica. Tudi kadar načrtujemo delavnico zunaj knjižnice v drugi ustanovi, ogled ali predavanje načrtujemo v knjižnici po naprej pripravljenih navodilih. Za zaključek sledi pogovor in kratka analiza. En moderator fotografira potek delavnic za končno poročilo. Delavnica naj zaradi otrok ne preseže 2 šolski uri, terminski okvir naj se upošteva, če kakšen izdelek ni dokončan, lahko to storijo doma. Prva delavnica je bila posvečena spoznavanju domačega kraja in zato smo izdelovali načrt starega mesta Kranj. Na pripravljen slepi zemljevid so morali umestiti ustrezne stavbe, spomenike, vodnjake, stolpe. Navodila so bila v obliki vprašanj, odgovori pa v gradivu. Ob tem so razvijali bralno, matematično, orientacijsko, motorično in še kakšno pismenost. Družine so se delavnic udeležile brez predhodne prijave, po sredini pravljici. Udeležba je bila zelo pisana, od priseljenih družin do naših stalnih uporabnikov. Nekateri so prišli, čeprav obiskujejo le pravljico, ustvarjalne delavnice in prireditve. Prišlo je nekaj celih družin, enostarševske družine, babica in 2 vnuka. Mentorja sva bila na razpolago pri pripravi materiala, uvodnem nagovoru, navodilih, kot pomoč predvsem staršem in tudi otrokom ob nejasnostih pri fotografiranju in analizi. Druga delavnica je bila posvečena spoznavanju domačega kraja. Obiskali smo galerijo v mestni hiši in si ogledali razstavo podobe starega Kranja. Pri tem smo se povezali z Gorenjskim muzejem in povabili strokovnjakinjo, kustosinjo in knjižničarko, avtorico razstave, da nam jo predstavi. Potem smo skupaj iskali obrambne stolpe mesta. 4 še stojijo, ostalih ni več. S to delavnico smo praktično nadgradili prvo. Tretja in četrta delavnica sta zopet potekali v knjižnici. Izdelovali smo origami smrečico in božička, na zadnji delavnici pa novoletno voščilnico. Ves material smo priskrbeli v knjižnici. Udeleženci so navodila dobili v mapi in celoten izdelek naredili po naprej pripravljenem načrtu. Moderatorja na delavnici praktično nisva imela dela, ker sva predtem pripravila vse potrebno.
Potekali sta sproščeno, praznično. Čisto kratka analiza. Vse 4 delavnice so uspele. Ugotovili smo, da so delavnice v taki in podobni obliki knjižnico obogatile za nove dejavnosti. Z njimi smo privabili mlade družine, jih navajali na samostojne uporabnike, povezovala je ustanove v mestu in okoliških krajih. Naša pričakovanja za sezono po 2 covid letih niso bila zelo visoka, vendar smo z udeležbo in izvedbo zelo zadovoljni. Zaznati ni bilo nobenih nevarnosti, delo je teklo po načrtu. Že omenjeno, udeleženci so bili zelo raznoliki, bi pa želeli privabiti več socialno šibkih družin z obrobja, te bomo verjetno dobili s pomočjo partnerskih, vzgojnih in socialnih ustanov. Knjižnica se je res izkazala kot pravi prostor za izvedbo delavnic družinske pismenosti. Oba mentorja sva mladinska knjižničarja z izkušnjami, razdelila sva si vlogi in delo. V knjižnicah je stalni problem usklajevati delavnice in redno delo v izposoji. Tudi problem kadra je treba upoštevati pri načrtovanju. V načrtu smo imeli 10 družin, prišlo pa jih je enkrat 8, drugič 12, tretjič in četrtič pa okoli 15 družin. Vse brez prijave. Vse družine so bile zadovoljne in so izrazile želje po nadaljevanju. In tako pripravljamo novo sezono. No, tako naj dodam, da bomo letos izvedli delavnice v Kranju, Naklem in Šenčurju, tematsko pa jih bo povezoval Kekac, saj letos mineva 60 let od nastanka prvega slovenskega barvnega filma Srečno, Kekac. No, kot smo že do zdaj videli, so družine za knjižnice pravzaprav zelo pomembna ciljna skupina. In če z njimi delamo strukturirano, načrtno in ciljno usmerjeno, to pomeni pozitivne to pomeni pozitivne učinke tako za nas knjižnice, kot za naše uporabnike in nenazadnje tudi za lokalno skupnost in širšo regijo. Tako da smo lansko leto v okviru kompetenčnih vsebin, ki jih je prinesla sprememba v delu območnih knjižnic, na podlagi vseh teh izkušenj in preteklega dela oblikovali naše dolgoročne cilje na področju dela z družinami oziroma na področju družinske pismenosti. To so raziskovanje področja družinske pismenosti, tako v teoriji kot praksi, vzpostavitev referenčne zbirke in relevantnih spletnih virov, potem razvoj in oblikovanje modelov delavnic družinske pismenosti, oblikovanje smernic in priporočil za delo knjižnic na področju, izdelava priročnika, oblikovanje celostnega neformalnega načrta za permanentno izobraževanje in usposabljanje kadra ter seveda izvajanje izobraževanja za predvsem knjižničarje, mreženje, torej sodelovanje in povezovanje knjižnic in ostalih institucij, in seveda izvajanje programov družinske pismenosti v praksi, torej delavnic Modre popotnice. Z njimi pa želimo dvigniti splošno zavest o pomenu družinske pismenosti, torej družinske pismenosti kot pomembnega faktorja pri razvoju družbe kot celote, in pa spodbuditi prepoznavanje pomembnosti dela na področju družinske pismenosti v lokalnem okolju. Prvi korak k tem našim dolgoročnim ciljem smo ravno tako storili v lanskem letu, in sicer z raziskovanjem področja družinske pismenosti. Večji del raziskave pa je bil usmerjen v teoretična izhodišča, se pravi v definicijo družinske pismenosti in analizo programov, ki se izvajajo predvsem v tujini. In če na kratko povzamem naše ugotovitve. Pravi izraz family literacy oziroma družinska pismenost se je prvič pojavil v 80. letih prejšnjega stoletja v Združenih državah Amerike. Uporabila ga je Danny Taylor, ko je raziskovala naravne prakse v družinah, povezane s pismenostjo, in začrtala polje raziskovanju družinske pismenosti. Sam pojav seveda ni nov in obstaja v različnih kulturah že zelo dolgo.
Pri raziskovanju družinske pismenosti pa gre vseeno za relativno novo področje, izrazito interdisciplinarne narave, ki ga preučujejo različne vede. Čeprav se za ta fenomen še vedno uporabljajo različni izrazi, na primer medgeneracijska pismenost, družinsko učenje, včasih še vedno tudi družinsko branje in tako dalje, pa se je z nastankom vedno več raziskav in teoretičnih okvirov izraz družinska pismenost vendarle ustalil. Konec 80. let pa so v Združenih državah Amerike nastali prvi programi družinske pismenosti, ki so prinesli premik v razumevanju. Tako se je družinska pismenost razumela izključno z vidika programov. Še vedno prihaja tudi do različnih mnenj, kam področje spada, tako da ga večina strokovnjakov umešča v širši kontekst družinskega učenja. Prav zaradi vseh teh konceptualnih problemov pa pravzaprav ne moremo govoriti o enotni definiciji. Družinska pismenost je večplasten in dinamičen koncept, ki ga številni avtorji večkrat opredeljujejo kot naravne dejavnosti in navade v družini, ki so povezane s pismenostjo in bralno kulturo. Tako koncept družinske pismenosti tudi razumemo in uporabljamo v 3 pomenih, in sicer kot družinsko pismenost samo po sebi, potem področje raziskovanja družinske pismenosti in pa programe družinske pismenosti. Pri tem je treba samo razlikovati razliko med programi, dejavnostmi in dogodki. Ni vsaka dejavnost ali dogodek že program družinske pismenosti. Programi se med seboj razlikujejo, saj tako kot ni enotne definicije družinske pismenosti, tudi univerzalnega modela za programe ni. Vsebina programov, trajanje in način dela z družinami je odvisen od ciljev programa, ciljne skupine, geografskih faktorjev in sociokulturnega ozadja družin. Čas in družbeni kontekst, v katerem se program odvija, sta ravno tako pomembna. Namreč, kar deluje v nekem času ali kulturi, ni nujno, da bo delovalo tudi v nekem drugem času ali v drugi kulturi. In enako velja tudi za družine. Poleg tega so potrebe, predvsem lokalnega okolja, bistvene za razvoj, načrtovanje in izvajanje, saj načeloma programi izhajajo ravno iz teh potreb. Praviloma je osnovna ciljna skupina programov družina, se pravi 2 generaciji, ki sta v kontinuiranem odnosu, ni pa to nujno. Programi se lahko osredotočajo samo na otroke ali pa samo na starše. V zadnjih letih pa so se programi družinske pismenosti usmerili predvsem na ranljive skupine, se pravi družine z nizkim prihodkom, bodisi da so starši z nižjo izobrazbo in tako naprej, potem različne etnične skupine, priseljence in tako naprej. Na samo vsebino programov pa vplivajo tudi vse nove vrste pismenosti. Programi potekajo po različnih lokacijah, ali so to šole, vrtci, centri za družine, skupnostni centri, knjižnice, zapori, na domu družin. Trajajo pa različno dolgo. Lahko potekajo tudi več let ali pa gre za zaključeno serijo srečanj. Organizirani so tako na nacionalni kot lokalni ravni in ustrezno temu tudi financirani. V državah, kjer je družinska pismenost institucionalizirana, pa jih razvijajo in izvajajo centri za družinsko pismenost in največkrat tudi na nacionalnem nivoju. Programe torej lahko delimo glede na to, ali so namenjeni otrokom ali staršem ali družini kot celoti. Tu torej govorimo o posrednih ali neposrednih programih, se pravi, ali so programi neposredno namenjeni staršem in posredno otrokom in obratno, programi, ki so neposredno namenjeni staršem in otrokom, ter programi, ki so posredno namenjeni staršem in otrokom. Ta tipologija je najbolj pogosta in se kljub kritikam še vedno najbolj uporablja. Potem jih lahko delimo glede na komponente. Pravi, ali imamo parcialne ali celostne programe. Celostni programi se osredotočajo hkrati na starše in otroke in vedno vključujejo 4 komponente, se pravi izobraževanje otroka v zgodnjem otroštvu, izobraževanje odraslih, podporo in izobraževanje staršev glede starševstva in pa skupni čas ali pa interakcije med starši in otroci glede pismenosti.
Potem jih lahko delimo glede na trajanje in intenzivnost, glede na ciljno skupino in tako naprej. Pa vendar na splošno lahko rečemo, da pravzaprav katerikoli program ali pa dejavnost ali pa dogodek, ki pomaga zviševati raven pismenosti, bodisi staršev, bodisi otrok ali pa obojih hkrati, spada na področje družinske pismenosti. Ne glede na to, pa kako programe razvrščamo, večina njih vseeno izhaja iz dveh predpostavk. Namreč starši so otrokovi prvi učitelji in višja raven pismenosti staršev pomeni možnost za višjo raven pismenosti otrok in njihov boljši učni uspeh. Zdaj, v praktičnem delu smo pa želeli z raziskavo ugotoviti, kakšne dejavnosti se za družine izvajajo v Sloveniji in v kakšni meri te dejavnosti posegajo na področje družinske pismenosti ter katere institucije jih izvajajo. Poudarek seveda naš je bil predvsem na knjižnicah in smo tako zasnovali anketo, ki se je izvajala od 7. septembra do 15. oktobra 2022 v spletnem anketnem orodju Enka. Prejeli smo 104 izpolnjene ankete, 10 smo jih že tako izločili, ker respondenti ne izvajajo dejavnosti za družine. Nadalje smo podrobno pregledali in preostale izpolnjene ankete in neustrezne izločili, tako da nam jih je za analizo ostalo 62. Velja pa tudi povedati, da so institucije lahko tudi večkrat izpolnile anketo. Žal pa glede na število prejetih anket in potreb po izboljšavah, ki so se pokazale med raziskovanjem, moramo ugotoviti, da vzorec ni reprezentativen in rezultati niso primerljivi na splošno raven. Tako bomo raziskavo v določenem časovnem obdobju ponovili, vprašalnik prilagodili in ga distribuirali bolj ciljno usmerjeno. Kot sem že rekla, so nas pa v raziskavi zanimale predvsem knjižnice in njihove dejavnosti in glede na to, da smo največ odgovorov prejeli od knjižnic, pa lahko znotraj dejavnosti, ki jih je pač naša raziskava zajela, vseeno ugotovimo, da knjižnice pretežno delajo na področju branja in bralne kulture, dajejo pa tudi velik pomen kakovostnemu preživljanju prostega časa in pismenosti. Izvajajo več ustvarjalnih delavnic kot bralnih in da so njihove delavnice večinoma del rednega programa, vendar pa vedno ne potekajo kontinuirano. So usmerjene na družine brez specifičnega ozadja in se največkrat osredotočajo na skupne aktivnosti otrok in staršev oziroma starih staršev. Tako da v letošnjem letu se pa osredotočamo predvsem na nadaljnje raziskovanje področja družinske pismenosti, sprav raziskovanje vseh vidikov razumevanja, pregled smernic v tujini in tako naprej, razne metaraziskave oziroma analizirali bomo tudi spletne strani knjižnic. Velik del časa namenjamo tudi vzpostavljanju referenčne zbirke in pa seveda izvajanju delavnic. Prvič pa tako pilotno vzpostavljamo tudi v sodelovanju s kranjskimi vrtci en tak dogodek, in sicer namenjen družinam, bo pa vseboval, se pravi, predavanje za starše, ki ga bo izvedel Boštjan Gorenc Pižama. Sicer se bo starši pogovarjal o pomenu branja, potem bodo sledile predstavitve dejavnosti v vrtcih in pa v knjižnici. Med tem časom pa bo za otroke organizirano tako igrivo spoznavanje knjižnice oziroma otroškega oddelka, seveda pod vodstvom vzgojiteljic in knjižničarjev. Tako da bo ta dogodek že ta četrtek in bo tudi nekako predstavljal naš uvod v nov cikel delavnic za družine. In sem že omenila Kekca. Delavnice bodo v znamenju Kekca. Prvič bomo pa preizkusili tudi na letošnjih delavnicah različne pristope, tako da bomo eno od delavnic tudi zasnovali tako, da bodo starši, se pravi, delavnice oziroma naloge, ki jih bomo pripravili, izvedli sami doma, ne pa z nami skupaj. Tako da bomo videli, kako bo to šlo.
Vsekakor pa v prihodnjih letih po korakih nameravamo dosegati oziroma doseči naše dolgoročne cilje. Zdaj letos smo tudi konec marca organizirali mednarodni posvet o družinski pismenosti z naslovom Družinska pismenost je modra popotnica za življenje. Z njim smo želeli pravzaprav odpreti razpravo o pomenu branja v družini in pomembnosti družinske pismenosti tako za posameznika kot družbo nasploh. Tako da smo na posvetu predstavili naše delo, povabili smo pa tudi domače in tuje strokovnjake s področja. Tako nam je Alenka Štrukelj z Andragoškega centra Slovenije predstavila spletno stran družina.pismen.si. Kot glavna govornica nam je Tirza de Fockert iz Nizozemske narodne knjižnice predstavila, kako se področja in problema nizke stopnje pismenosti pravzaprav lotevajo na Nizozemskem. In doktor Dragica Haramija z Univerze v Mariboru pa nam je predstavila njihov projekt Objem. Na posvetu smo organizirali tudi okroglo mizo, ki so se je udeležile magistra Estera Možina iz Andragoškega centra Slovenije, doktor Sabina Fras Popovič z Filozofske fakultete, Vesna Horžen z Združenja splošnih knjižnic, doktor Nataša Demšar Pečak z Ministrstva za delo, družino, socialno delo in enake možnosti in doktor Andreja Artlen iz Mariborske knjižnice. Z udeleženki smo se pogovarjali pravzaprav o področju oziroma razpravljali o položaju družinske pismenosti v Sloveniji in iskali odgovore, med drugim tudi na to, kaj recimo lahko knjižnice storimo. Na posvetu so bile predstavljene tudi dobre prakse dela z družinami, in sicer nam je Mojca Poberaj iz Mestne knjižnice Ljubljana predstavila dejavnost Zvedavo od umetnosti do fizike, Janja Železnikar iz Kamniškega muzeja nam je predstavila Na pot s kamenčkom in Jure Bohinec pa naše programe družinske pismenosti Modra popotnica. Tako da bomo v prihodnosti vsekakor s posvetovanjem nadaljevali vsako leto in si v naslednjem letu kar lahko rezervirate zadnjo sredo v marcu, tako da lepo vabljeni in pa hkrati hvala za pozornost.